Vida, najlepša hvala in seveda dobrodošli in dobro jutro tudi prav vsem vam. Lepo ste začeli s pozitivo, seveda v smislu tega, da vendarle ne kot bolezen, ampak s pozitivnim optimizmom. Veste, da je to za Emčem sila pomembno. In danes se bomo spraševali ne kaj, ampak kako. Kajti kaj, digitalno, zeleno, vemo. Kako, pa bo seveda vprašanje za vse naše odlične govornike. Je pa to tudi vprašanje, ki si ga ne zastavljamo samo v Sloveniji. Ravno včeraj smo v Emčem Slovenija končali s konferenco, ki smo organizirali za 43 držav, evropskih in tudi evroazijskih, in ugotovili, da je to vprašanje, kako prisotno prav povsod. Se pa kaže, in to me na nek način žalosti, velika razlika med vzhodom in zahodom, ampak tukaj je priložnost za Slovenijo. Ob naši 30. obletnici, ob 30 let tega, da imamo svojo državo, imamo še nekaj. Znamo biti most. In to se je pokazalo na moji osebni izkušnji tudi včeraj, ker se znamo pogovarjati. In ta kultura dialoga, o kateri je govorila tudi Vida, je tisto, kar je še kako pomembno, da Slovenci znamo ne le med vzhodom in zahodom, kar večkrat dokazujemo, ampak tudi med seboj. To si želim tukaj v naši izjemni državi, ob trenutkih, ki so gotovo prelomni, ko se lahko začenja tako odpornost kot odkrevanje, da pa se bo vse to zgodilo, pa je gotovo pomembna tudi odgovornost. Tako torej ne bomo govorili le o načrtu za okrevanje in odpornost, ampak dodajmo še eno, in ta je odgovornost, ki je tudi na nas v gospodarstvu. Seveda to ne pomeni, da ne pričakujemo od države, da bo naredila domačo nalogo, ampak odgovornost predvsem v tem, da smo proaktivni in da se znamo med sabo pogovarjati. Žal ob sprejemanju zakona, ki je še kako pomemben za slovensko gospodarstvo, in to je zakon o debirokratizaciji, kjer se seveda pogovarjamo tudi o socialno-razvojni kapici, včasih slišim, tudi od kakšnega od poslancev, da sicer je za ta zakon, ampak ne želi, da tej vladi uspe. To je trditev, ki je po mojem zelo težavna. Jaz sem seveda apolitična, taka moram biti tudi s tem klobukom direktorice Emčem Slovenija, sem pa tudi mama in državljanka te države. Tako da, kar se mene tiče, si želim, da uspe katerikoli vladi, ki jo bomo legitimno izvolili, in zato je po mojem odgovornost v tem, da kulturo dialoga prenesemo ne samo v tem, da smo most med vzhodom in zahodom, kar torej znamo biti, ampak tudi med seboj. In za konec, preden predam besedo odličnim govornikom in seveda našemu moderatorju, tudi to, da partnerstvo za spremembe, ki smo ga začeli v Sloveniji na pobudo mladih in ki teče že 7. leto, še naprej poteka, kljub tem nenavadnim časom. Zato, če kdorkoli želi bolje razumeti javno in zasebno, predlagam, da se prijavite in lahko kontaktirate našo Brino ali pa celo napišete v chat. Kar 8 ministrstev in 8 organov sestavi bo odprlo svoja vrata za vas. Seveda pa smo marsikoga med vami tudi prosili, če bo sprejel med sebe kakšnega od državnih uradnikov, pa ne zato, da boste gledali drug drugega pod prste, ampak zato, da se bomo znali pogovarjati. Vedno znova sem za kulturo dialoga, v vseh pogledih pa naj gre za Evropo, za našo državo, za javno-zasebni sektor, karkoli že. In seveda tudi danes, ko vas skupaj z Vido vabiva, da v chatu podajate svoje vprašanja, svoja mnenja, svoje poglede. In preden predam besedo Aljoši Kržiču, ki nas bo nekako vodil čez tole jutro, seveda še velika hvala našemu partnerju, današnjemu pokojninski družbi A. Poglejmo, kako oni želijo, da poskrbimo za svoje zaposlene.
Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje, z naše strani. V zadnjih mesecih smo v medijih in v strokovnih krogih vsi lahko spremljali razprave o okrevanju po pandemiji COVID-19. Najbrž nisem edini, ki je v luči splošne zdravstvene situacije vse te razprave spremljal z neko skepso, predvsem v smislu, da se bo okrevanje oziroma ta prihodnji razvoj nadaljeval nekje daleč v prihodnosti. Ampak ta prihodnost je danes tu in okrevanje in potreba po realizaciji ciljev nadaljnjega razvoja Slovenije sta pa postali realnost. Zato me veseli, da na današnjem poslovnem zajtrku gostimo magistro Moniko Kirbiš-Rojs, državno sekretarko v službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, doktorico Polono Domadenik, redno profesorico na katedri za ekonomijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Nevenko Črešnar-Pergar iz MP Consulting in sopredsedujočo komisiji za spodbujanje investicij MČM, gospoda Blaža Hribarja, člana uprave pokojninske družbe A in gospoda Matjaža Šrola, partnerja pri Templeton Private Equity Partners. Sem se najlepše zahvaljujem, da ste se odzvali vabilu in verjamem, da glede na vaše izkušnje in strokovnost, da bomo uspeli našim udeležencem, poslušalcem, gledalcem osvetliti, kakšen načrt je v Bruselj poslala Slovenija, kakšne reforme zahteva njegova realizacija, kakšne priložnosti prinaša načrt tako za družbo kot za zasebne vlagatelje in kako se lahko gospodarstvo samo že vnaprej pripravi na realizacijo tega načrta. Pa mogoče najbolj, da kar začnemo. Verjamem, da ste vsi, tako vi tukaj zagotovo, prepričan sem pa, da tudi večina, ki nas gleda, seznanjeni z načrtom za okrevanje in odpornost, ki ga je v aprilu 2021 v Bruselj poslala vlada, ki naj bi skupaj z nekimi drugimi strateškimi dokumenti predstavljal temeljni razvojni dokument Slovenije recimo do leta 2030. Kar je pa hkrati najpomembneje, naj bi pa predstavljal tudi podlago za črpanje sredstev iz skladov oziroma mehanizmov namenjenih razvoju Slovenije. Dokument obsega 500 strani. Tisti, ki tega še niste storili, pa nas danes gledate, si lahko tudi dokument povzetke pogledate na spletni strani eu-skladi.si. Tudi sicer bi pa jaz vas, magistra Kirbiš-Rojs, prosil, če lahko nam tukaj danes zbranim pa vsem, ki nas gledajo, nekaj stavkih poveste, kaj ta dokument je in kaj vključuje. Dobro jutro, lep pozdrav vsem. Hvala za povabilo. Moram reči, da je danes bistveno lažje razlagati o tem načrtu za okrevanje in odpornost kot pred nekaj meseci, ko smo bili v bistvu res deležni številnih kritik in pa pozornosti, bom rekla. Mogoče za tolažbo za začetek, ja, naš načrt ima teh 500 strani plus še nekaj. Rekorderka, ena izmed držav pa je v Bruselj poslala 50.000 strani. To pa zaradi tega, ker je bila pač priprava tega dokumenta specifična, se pravi, za razliko od ostalih dokumentov, v bistvu tu moraš vse stroške dokazati vnaprej. Recimo, če imamo uvrščen v dokument projekt, kot je infekcijska klinika, moraš ti danes brati vse ponudbe in za projektiranje in za gradbena dela in zaradi tega so ti obsegi dokumentov tolikšni, kot so. Seveda vse države članice smo se absolutno držale navodil Evropske komisije in tako so pač dokumenti pripravljeni, bom rekla, po istem kopitu. Navodila so prihajala sproti, 1. septembra, potem 2. januarja, potem zadnja februarja oziroma sproti in temu smo se tudi mi prilagajali. Res nas veseli, da smo dejansko uspeli konec aprila dokument uradno predložiti v proceduro Evropski komisiji. 13 držav članicam je to uspelo, zaradi tega, ker 30. april je bil določen kot nek okvirni rok za predložitev teh dokumentov. Če pa tega nisi storil, pa seveda ne boš kaznovan, ker to ni bila obveza. Ampak tudi Evropska komisija si nekako želi začeti črpati ta sredstva čim prej oziroma poleti. Naš dokument je trenutno dobro pripravljen, ker če ne bi bil dobro pripravljen, ga niti Evropska komisija ne bi dovolila, da ga predložimo.
Vse države bomo dobile še manjše dopolnitve in mi nekako zdaj ima Evropska komisija 2 meseca in pol časa, da dokument oceni. Obstajajo ocene ABC za vsako izmed 11 področji, po katerih dokumente skladno z uredbo ocenjujejo. Potem pa dokumente potrdi Evropski svet in mi računamo, da naš dokument bi moral tudi nekje sredi poletja biti potrjen. To pa potem pomeni, da bi začeli tudi z prvimi razpisi v drugi polovici tega leta. Zdaj sama procedura, kako je dokument nastajal, začeli smo delati julija. Takrat sta bile ustanovljeni na najvišji vladni ravni 2 skupini. Ena na ravni predsednika vlade, kjer so bili vključeni vsi ministri, druga pa povsem operativna. Ta operativna skupina je bila tudi zadolžena za pripravo dokumenta. V bistvu, glede na to, da so te skupine bile res na visoki ravni, je to pomenilo tudi, da lahko vse tiste sporne zadeve, probleme, težave hitro rešujemo in smo se res kar precej hitro premikali. Posvetovali smo se z več kot 2000 deležniki, res pa da na tak način, kot recimo danes, se pravi, da mi smo skušali čim bolje predstaviti vsebine dokumenta, deležnike pa smo spremljali preko teh webinarjev, ker na drugačen način ni šlo zaradi epidemije COVID. Za nas je bilo zadolženih na Evropski komisiji 25 direktoratov, torej si lahko predstavljate, da je bil vsak odstavek, vsak stavek, vsak strošek zelo detaljno zanaliziran, sploh glede na to, kakšna ekipa je v Sloveniji, mala, ki se je s tem ukvarjala. Tako da danes je dokument resnično prečiščen, če pa to recimo primerjam s kohezijsko politiko, tam za dokument skrbijo 3 direktorati. Smo res bili pod budnim očesom. Pa vas smem mogoče samo tukaj nekaj vprašati? Ja. Rekli ste, da v naslednjih mesecih, da bo še nekaj priložnosti za izboljšave tega, recimo, da bi katerikoli od prisotnih deležnikov prišel na kakšno super idejo, a je še vedno mogoče do te mere dokument dopolniti, ali je to, kar je in bojo v bistvu te manjše tehnične spremembe sledile? Je to, kar je vsebinsko razdeljena 4 glavna področja, več bomo verjetno potem v nadaljevanju, ampak glavna je ta seveda zeleni digitalni prehod, potem eno področje namenjeno izključno gospodarstvu in pa v povezavi s trgom dela in pa izobraževalnim sistemom, in pa potem 4. področje zdravstvo in pa socialno varstvo, tako da v naslednjih 2 mesecih sledijo manjše tehnične dopolnitve, se pravi na področju stroškov, mejnikov, ciljev, vsebine so več ali manj določene. Je pa res, da bomo večino sredstev dodeljevali preko razpisov. Nismo se odločili za uvrščanje konkretnih projektov v dokument, ker tudi Evropska komisija, kar se tega tiče, zahtevala transparentnost. Od večjih projektov sta uvrščeni samo infekcijska klinika Ljubljana in pa Maribor. To smo upravičili na ta način, da je ena v vzhodni, druga v zahodni kohezijski regiji, ostalo bo pa šlo preko razpisov. Tu pa seveda potem imajo deležniki v vseh naslednjih mesecih možnost, da se vključijo v razpravo, da predlagajo ministrstvom, kaj si želijo in da se potem tudi temu primerno oblikujejo pogoji. Bi pa opozorila, da mi trenutno programiramo še kohezijsko politiko za obdobje 2021-2027, tam ima Slovenija na razpolago 3,2 milijardi evrov. Glavnina odpade na vzhodno kohezijsko regijo, 1,5 milijarde, 500 milijonov na zahod, ostalo na kohezijski sklad. Tam bi vas pa res povabila, da se vključite tudi čim prej v nastajanje programskih dokumentov, vse sproti, ker je pa tam proces dela drugačen kot pri načrtu za okrevanje, pa objavljamo na naših spletnih straneh in je možno dokumente tudi sproti prebirati. Super. Kaj je po vašem mnenju tisto, kar iz dokumenta kaže na to, da Slovenija gradi neko svojo dolgoročno zgodbo? Mogoče zelo jedro. Jaz mislim, da kar je pozitivno, čeprav je bilo res naporno, je, da je že sama Evropska komisija ta dokument zastavila kot reform dokument, zaradi tega, ker smo bili s tem v Sloveniji prisiljeni, da začnemo razmišljati o reformah na vseh področjih in na področju recimo obnovljivih virov energije in na gospodarskem področju, še posebej na področju zdravstva, sociale. Meni je žal, da v preteklih več desetletjih nismo o tem razmišljali. In dejansko je dokument zastavljen tako, da smo morali zapisati natančne kvartale do leta 2026, kdaj bomo določene reforme izvedli.
In če tega ne bomo naredili, potem tudi denarja za projekte oziroma za naložbe ne bo. To se mi zdi, kljub temu, da je bilo zelo naporno, nas je na nek način prisililo vse skupaj, da smo vsaj malo, ali pa bom rekla kar precej spremenili miselnost. Vsi resorji po vsej državni upravi so morali za svojimi deležniki premisliti o svojem delu do leta 2026. Ja, doktorica Domadenik, če vas smem vprašati, na tej točki v bistvu omenjeno je bilo, da je dokument moderen, da gleda v prihodnost, pa me v bistvu zanima, a je tudi realen oziroma a nismo šli mestoma v dokumentu v določene smeri zaradi tega, ker je to moderno, pa v bistvu mogoče nimamo neke jasne vizije, kaj v okviru te modernosti, se pravi zeleno, digitalno in tako dalje, teh besed narediti. Tako da kako vi komentirate NO in Najlepša hvala najprej za povabilo v čast in veselje mi je, da lahko nekaj svojih misli delim z vami. Kar se tiče tega reformnega dokumenta, jaz predvsem pogrešam to, da zdaj se pogovarjamo o teh nekaj več kot 2 milijardi evrov nepovratnih, deloma tudi povratnih sredstev na razpolago, pa naj bi imeli po ocenah 12 milijard, tudi z recimo posojili, za katere smo se zdaj nekako odločili, da jih lahko sami kot država najemamo ceneje, ampak kljub vsemu je ključno vprašanje, kaj bomo s tem denarjem naredili. Zdaj, ali so noter določene stvari, ki so moderne, pa mogoče niso ravno v kontekstu tega, torej teh kompetenc, ki jih mi kot država imamo. Zdaj, težko zdaj tukaj odsodimo o tem. Jaz bi kvečjemu rekla, da mogoče, kar meni manjka, je to, da je premalo mednarodnega povezovanja, mednarodnih projektov. Jaz sem sicer dokument kar podrobno pogledala in sem v bistvu našla dva projekta v vrednosti 20 milijonov evrov, pri katerem naj bi šlo za mednarodno povezovanje, s tem, da vemo, da zdaj recimo Francija in Nemčija bi lahko rekli, če se spomnimo tiste diskusije izpred 10 let, meni se zdi, da ko spremljam njihovo diskusijo, oni so spet naredili nek zanimiv evropski projekt na temo vlaganja v vodika, torej v pridobivanje vodika, pa tudi uporabo tehnologij, potem da se ta vodik uporabi v transportne namene, za industrijo. In s tem so povabili tudi ostale članice, da se jim pridružijo. Če smo takrat govorili o vlaku, mogoče zdaj ta vlak spet prihaja na postajo, a bomo zmogli pogum, da skočimo zraven, na novo se vzpostavljajo te verige vrednosti. Podobno sta naredila recimo Španija in Portugalska na Iberskem polotoku, ki pravita, da v bistvu gradita neko skupno zgodbo 5G tehnologije, vlaganje recimo v verige vrednosti na področju proizvodnje baterij. To pogrešam recimo pri tem nacionalnem načrtu za okrevanje. Kaj pa se vam zdi, da smo v njem upoštevali v bistvu, kaj bo pa v Sloveniji povzročil, če se zelo plastično izražam, najvišjo gospodarsko rast oziroma bomo imeli najvišje učinke, ali ekonomske ali pa družbene? Ja, to je tudi zanimivo vprašanje. Na koncu tega reformnega načrta, ki je seveda vse pohvale, da so uspeli spraviti to hitro skupaj, torej relativno zahteven, tehnično zahteven dokument in verjetno iz tehničnega vidika bo tukaj ocena pozitivna strani Evropske komisije, ampak na koncu, če pa pogledate te učinke na gospodarsko rast, ki vemo, da jih potrebujemo, mi smo dejansko v 15 letih nismo nič naredili napram povprečju EU-ja z vidika produktivnosti na zaposlenega. Pa tukaj govorim zato, da v bistvu naše resurse vlagamo v stvari, ki nam na koncu prinašajo višjo dodano vrednost. Več kot bomo imeli, več bomo lahko delili, tudi za pokojnine, zdravstveni sistem in vse ostalo, kar v bistvu je naša vrednota in jo želimo ohraniti. No in če pogledamo te stvari, recimo na kratek rok, oziroma tukaj so narejeni preračuni na 3 obdobja, 2-letni, 5-letni in 20-letni vpliv na rast bruto domačega proizvoda. Na srednjeročni vpliv, pa če to primerjamo recimo z Nemčijo, mislim, da je narejen preračun na podlagi podobne metodologije, je v Sloveniji narejen preračun, da bo to vplivalo na rast BDP-ja, torej povišalo za 0,8 odstotne točke, v Nemčiji nekoliko manj, ampak kar mene bolj skrbi je pa dolgoročni učinek. Na dolgi rok naj bi ta naša vlaganja v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost pripomogla k rasti bruto domačega proizvoda za 0,45 odstotne točke. V Nemčiji je ta, torej na isti metodologiji, na podlagi njihovega načrta, je ocenjen vpliv 1,8 odstotne točke.
Tako da tukaj pa mislim, da pa nismo dolgoročno zagrabili stvari prav. Okay. Zdi se mi, da v bistvu to so te številke ali pa vidiki, ki znajo motivirati tudi zasebne vlagatelje, tako domače ali pa tuje, da pač ali pridejo k nam, ker verjamejo v nek dolgoročni razvoj, pa bi v bistvu vas, gospod Šrol, vprašal, kako pa tuji ali pa domači zasebni vlagatelji vidite NOO oziroma kakšna je po vašem mnenju vloga gospodarstva glede na trenutni načrt? Jaz mislim, da cela ta diskusija o NOO-ju je na nivoju Evropske unije pač spuščanje megle pač in kupovanje političnih točk pri volilnih telesih v Evropi, ker Evropa ima bistveno večji problem kot je pač ta Recovery and Resilience Fund, ne? In o tem pa nihče ne govori. Ne? In ta največji problem Evropske unije je preprosto analitično dokazljiv in več kot očiten je ta, ne, da če pogledate MSCI Global, ne, to pomeni delniški indeks, ki zaobjema vsa podjetja na borzah celega sveta, je imela Evropa v tem delniškem indeksu leta 2008 30% delež. Ne. Danes ga ima pa 17%. Ne. To pomeni, da Evropa je v roku 13 let praktično prepolovila svojo tržno kapitalizacijo na svetu in temu primerno zmanjšala svoj gospodarski vpliv. Ne. In za mene je šokantno, ne, da nihče v Evropi ne postavlja vprašanja, kaj se dogaja z Evropo, da praktično v 13 letih prepolovi svoj globalni vpliv. In način, kot se ga pač zdaj poskuša s tem Recovery and Resilience Fundom narediti, da se pač spušča denar v sistem, ne, in da se pričakuje od držav, da bojo prišle z senzacionalnimi projekti, ki bojo v roku naslednjih par let Evropo repozicionirali, to je iluzija, ki nikoli v zgodovini ni funkcionirala in tudi zdaj ne bo. Ne. In tukaj so stvari bistveno zgrešene že v osnovi. Ne. In to pomeni, zakaj so zgrešene. Zakaj? Zaradi tega, ker če pogledate, kje je razlog, zakaj je evropski delež v MSCI-ju padel iz 30% na 17%. Ja, glavni problem so kapitalski trgi, ki jih v Evropi praktično ni. Edina država, ki ima razvite kapitalske trge v globalnem pomenu, je Anglija, ki je izstopila iz Evropske unije. Ne? In to je največja tragika Brexita, by the way, o katerem tudi nihče ne govori. Ne? Zaradi tega, ker v Evropi se vsi privošljivo nasmihamo, ne? Da pa če Britanija zapustila deželo srečnih ljudi, ne? V resnici je pa Evropa zgubila srce sistema in to so kapitalski trgi. Ne? Kapitalski trgi so srce sistema, ker kapitalski trgi imajo funkcijo dviga produktivnosti, kar je omenila gospa. Mi se lahko tu pogovarjamo 0,45% ali 1%, to je irelevantno. Ker če kapitalski trg delujoč, potem bo kapitalski trg poskrbel za alokacijo premoženja tam, kjer se bo produktivnost najbolj dvignila. Ne? In to se vidi v Ameriki. Ne? Kako je možno, da je Amerika iz neto največjega uvoznika energentov postala izvoznik? Ja, zato, ker je kapitalski trg alociral financiranje razvoja škrilavcev in s tem repozicioniral Ameriko. Kako je možno, da je Amerika pionir razvoja zelene energije s Teslo, ki je praktično spremenila popolnoma ne samo avtomobilsko industrijo, avtomobilska industrija je manjši delček, ampak Tesla je ta, ki je povzročila green, cel ta razvoj zelenih energij. Ne? In to je moč kapitalskih trgov. In v tem mi se pa pogovarjamo, kam se bo alociral. Mislim, in zdaj, kako to spremeniti? Prvo, kar je treba narediti, delujoč kapitalski trg, ki bo skoncentriran, ki bo konsolidiran, ne? Ker to je tudi absurd, da ima vsaka država svoj kapitalski trg. Ker če vi pogledate zdaj po umiku Velike Britanije, je večina kapitalskih trgov lokalnih so smešni, ne? Mislim, to niso kapitalski trgi, ne? To so samo nominalno kapitalski trgi, ker nimajo nobene likvidnosti. In če pogledate, kakšna je povezava med delujočim kapitalskim trgom in vsem tem, kar govorim, je najboljši primer Poljska. Poglejte, kje je Poljska v zadnjih 30 letih. Poljska je druga najhitreje rastoče gospodarstvo za Kitajsko v zadnjih 30 letih. Ne? Zakaj? Poglejte, kako imajo razvit kapitalski trg. Skratka, kapitalski trg je ključen. Kaj je pomembno za kapitalskim trgom? Je izobraževanje. Ne? Poglejte si slovenske likvidne rezerve na bankah, ki jih ljudje držijo, ki so nenaložene. V zadnjih 12 mesecih so pa kapitalski trgi imeli največje lasti v zadnjih 10 letih. To je absurd, da ljudje držijo likvidna sredstva v bankah, na drugi strani pa ne participirajo v rasti gospodarskih trgov, ki vsi kapitalizirajo to, o čemer se pogovarjamo. Ampak, a ni mogoče pa zdaj, ko vas poslušam, se zdi, da v bistvu ne gre zdaj za vprašanje eno ali drugo, ne? Ampak
oboje usporedno. S tem, da mi moramo postaviti bazo, ne, Evropa jo nima. Zakaj Evropa nima baze? Če vi greste danes na cesto, pa se začnete z ljudmi pogovarjati, pa jih vprašate, kakšna je razlika med obveznico, delnico in tako naprej, pa tega noben ne ve. Mi nimamo v osnovni šoli, imamo gospodinjstvo, nimamo pa finančnega izobraževanja. Dobivamo ljudi iz ekonomske fakultete, ki jim niso osnove kapitalskih trgov jasne. In seveda to se reflektira potem v gospodarstvu, kjer ni zahteve za shareholder value, kjer ni, če vi danes greste do CEO-jev največjih slovenskih podjetij, minimalna količina teh CEO-jev ima sploh v pogodbah vezane svoje nagrajevanje glede na kreacijo shareholdera in to je vse produktivnost. Mislim, mi se pogovarjamo, ne, skratka, izobraževanje je ključna stvar, ne, dokler Evropska unija ne bo izobražila ljudi, da bojo ljudje ne, že otroci, ne, če ti igraš igrice zaradi mene, ne, potem je prva stvar, kupiš delnice podjetja, katerega igrice igraš, ne, ker potem igraš igrice, kjer si solastnik in s tem kreiraš vrednost. Ne, in to se začne od majhnega. Ne, in tega mi, pač te kulture ni. In dokler te kulture ni, mi lahko imamo ne vem koliko NOO-jev, pa se ne bo nič spremenilo. Evropa bo še vedno padala v svoji participaciji globalni. Ne. In to je to, če tega ni, ne, potem so vse ostale diskusije, mislim, to je nice, ne, afternoon chat, ampak v resnici se iz tega ne bo, v resnici bo to samo spuščanje megle in čez 5 let bomo spet tukaj sedeli pa se sprašvali, kako je delež Evrope v MSCI Global padel iz 17% na 8%. Ne. Na drugi strani pa seveda treba vedeti, ne, da to, kar govorim, ne, je pa v teh območjih Azije in Amerike, ne, pa ravno zaradi tega te stvari ne funkcionirajo, zaradi tega, ker so kapitalski trgi tako močni, da spuščajo impulze in alokacijo kapitala točno tja, kjer se ustvarja največja produktivnost. Gospod Hribar, vas lahko v bistvu pol v kontekstu tega, kar je gospod Šrol ravno kar povedal, torej, a si vi želite, da bo konkretizacija NOO usmerjena v to, da vam bo ponudila neke konkretne investicijske projekte, ali bi po vašem mnenju mogel iti NOO v smer, da izobrazi ljudi, da v bistvu nekako razširi dostopnost do drugih virov financiranja, se pravi možnosti, da kako naj se izrazim, se pravi razvije kapitalski trg, se pravi si želite enega ali drugega oziroma kakšno je vaše videnje? No? V bistvu vsega tega, no, tako da se ekstremno strinjam s tem, kar je pač Matjaž povedal. Kaj bi si mi želeli? Ne? Mi smo finančniki, mi smo pokojninski sklad, ne? Torej k nam prihaja denar in ga nalagamo po celem svetu, ne samo v Sloveniji. In običajno ne na neki mikrolokalni ravni, ampak v delnice, v obveznice, v nepremičnine, dobesedno po celem svetu. Ne? In tukaj Slovenija konkurira vsem ostalim. In tukaj bi si, zdaj sem pa Slovenec, sem pa državljan Slovenije, tako kot tudi vi. Ne? In tukaj bi si pa želel mogoče malo več priložnosti za investirati tudi v Sloveniji na ta način. Ne? In ko govorimo sedaj v načrtu za okrevanje, sem dobil neko tisko, da v Sloveniji primanjkuje denarja za zelene tehnologije ali pa za investicije ali pa za te teme. Ne? Pa iskreno povedano, jaz, ki delujem na finančnih trgih, vidim ravno obratno. Ne? Lani je bilo rekordno leto za delnice zelenih tehnologij. Ne. Evropska komisija s tem planom je seveda rahlo pripomogla, nova ameriška administracija prav tako. Ampak glavno gonilo, iskreno, so pa volivci vseh teh, bom rekel, politikov pa birokratov, ki zahtevajo preskok naprej. Ne. Kupci Tesla, ne. Kupci teh tehnologij so tisti pravi. Ne. In boste presenečeni, koliko ogromno v bistvu denarja je na voljo na razvitih kapitalskih trgih. Ne. V Sloveniji pa nekako iščemo priložnosti, vsaj tako deluje, ne, prek nekega, bom rekel, morda namenoma centralno-planskega sistema, ne, kaj pa ni projektov, ki ga dirigira Bruselj. Ne. Tako da, ja, želimo, v bistvu, kaj si zdaj želimo mi konkretno? Želeli bi si, da bi bil nek večji, konkreten, iskren, dober projekt zelene tehnologije, uporabite domišljijo, vetrne elektrarne, sončne elektrarne, recimo. Nekaj, kar doprinese k naši družbi, je zeleno in ne škodi okolju. In nekako imamo neko partnerstvo. Ne? Mi kot pokojninski skladi, kot finančni investitorji definitivno lahko sodelujemo pri, recimo, nakupu obveznice. Ne? Lahko sodelujemo pri institucionalnem,
vlaganju denarja v znatnih zneskih v bistvu, ne, kot skupek finančnih institucij in lahko vsekakor tukaj pomagamo. Iskreno povedano, v zadnjih letih predlogov na naši mizi na to temo je izredno malo, ne. V Sloveniji se projektov lotevamo ali prek bančnega ali še kaj bolj čudnega, bom rekel, financiranja, ne. Redko se zbere pogum, da se naredi prezentacijo, da se gre v javnost, da se predstavi projekt, da se vrši nadzor, transparentnost in vse to, kar nekako v bistvu kapitalski trgi zahtevajo, ne. In rezultat je, bom rekel, ne ravno optimalen. No, Slovenija ni vodilna v zelenih tehnologijah, vsaj meni se ne zdi, ne. Ni vodilna v digitalizaciji, to imamo, nismo pa Silicon Valley, ne, nismo niti Volkswagen, kaj šele Tesla, ne, na tem področju. Tako da to si želimo, večjo vključenost širše družbe, malce manj mogoče mikromanagementa, pa malce več prepuščene presoje kapitalskim trgom, tudi v finančnih institucijah smo ljudje, ki te stvari spremljamo, beremo, predvsem pa je res nekaj malega kapitala, pa nekaj veliko varnosti, pa tudi si želimo, no, tukaj pa pogosto ne pridemo skupaj. No. Tako da več priložnosti, več povabil k sodelovanju. No. Ja, saj v bistvu, če mogoče magistra Kirbiš, zelo na kratko smo tudi eno vprašanje dobili v naš chat že zelo na začetku, pa če se navezam na to, kar je gospod Hribar povedal, ne, koliko konkretno pa imamo mi ta trenutek pripravljene kakšne projekte, da jih lahko začnemo v bistvu nemudoma, ko bo Evropska komisija rekla, imate zeleno luč, izvajati. Pa primer katerega, če tako zelo okvirno. Ja, ti projekti, ki smo jih neposredno uvrstili v načrt, recimo na področju železniške infrastrukture, obnovljivih virov, zdravstva, so pripravljeni do te mere, da jih bo možno takoj pričeti izvajati, ker tudi tu smo bili omejeni, ne. Mi vemo, da moramo imeti vse pogodbe podpisane do leta 2024, izvedeno mora biti do 2026 in ker se pač zelo počasi premikamo, kar se tiče priprave projektov v Sloveniji, smo mogli tudi pri tem izbirati oziroma smo bili zelo omejeni. Okay. Nevenka, če smem tebe vprašati, glede na to, kaj smo zdaj slišali, se zdi, da obstaja neka diskrepanca med tem, kar smo poslali, ki sicer smo deloma s tem zadovoljni, ima neko vizijo, vprašanje, če pač upošteva vse, in med tem, kar si v bistvu zasebni vlagatelji želijo oziroma gospodarstvo bi želelo. Pa me zanima, po tvojem mnenju, zakaj je do tega prišlo oziroma kako vidiš ta način priprave? Aljoša, najprej hvala za odlično vodenje tega omizja. Najprej povsem se strinjam z Matjažem in Blažem, kar sta povedala, ampak Blažu samo en komentar, ne. Kapitalski trgi oziroma investitorji v Slovenijo ne prihajajo, ne, na žalost. Ampak zakaj? Zato, ker je naše poslovno okolje preveč zbirokratizirano, preveč komplicirano, preveč počasno in dokler tega ne bomo uredili, seveda, tudi ni pričakovati, da bo večji inflow investicij. Matjaž, verjetno se strinjaš, ne? Če pa govorimo o nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, pa moram reči, da sem jaz večji optimist, kot je Matjaž. Verjamem, da je to ena izjemna priložnost, ne samo za Slovenijo, ampak za Evropo, da namesto 17%, ki bi padli na 8%, dvignemo ta procent ponovno na 30%, ampak pri tem moramo biti pa zelo ambiciozni, vsaka država in vsak od nas posebej. Tukaj pa se mi zdi, da je Slovenija pri pripravi načrta bila premalo ambiciozna, premalo aktivna. Zakaj nismo se raje odločili za manjše število projektov, ki bi bili večji in bi imeli tudi večji učinek seveda na razvoj slovenskega gospodarstva. Pri čemer mislim predvsem projekte, ki bi šli v višjo dodano vrednost, razvojne projekte v znanosti, raziskovalno dejavnost. Zakaj se nismo odločili za izgradnjo recimo novega kliničnega centra v Ljubljani, ki ga očitno zelo potrebujemo in mislim, da kar velja nek konsens med nami, da bi bilo koristno, da bi ga imeli in to je zdaj ena čudovita priložnost. Vem, rabimo dovoljenja in tako naprej, ampak dajmo enkrat reči, kot smo rekli pri Magni.
To je nacionalni projekt, združimo moči in ustvarimo pogoje, da ga bomo lahko zgradili. Zakaj nismo recimo vključili v ta načrt tudi protonski center za zdravljenje raka? Naš član, dr. Pleško, si že zelo dolgo prizadeva, da bi tak center Slovenija dobila, ki bi imel regionalni pomen, ne samo v slovenskem merilu. Seveda za take velike prodorne načrte potrebujemo več dialoga, več sodelovanja, več pogovorov. In odgovor na zadnje vprašanje, premalo smo bili vključeni, pri čemer ne mislim, da je samo krivda na strani vlade. Verjetno smo krivi mi vsi, ker nismo zahtevali, da se aktivno vključimo. Iz tega posledično, kar se mene tiče, seveda izhaja tudi vprašanje, ali bojo podjetja, ko bodo ta sredstva na voljo, sploh zainteresirana, glede na slabe izkušnje iz preteklosti, se vključiti v projekte, zahtevati, uveljavljati denar in poskrbeti, da bo Slovenija seveda dvignila svojo konkurenčnost in dejansko prišla med 15 najbolj konkurenčnih držav sveta, kot je napovedal že predsednik vlade v lanskem letu. Kar si mi vsi, po moje, zelo želimo in seveda zelo si želimo, da bi bila Evropska unija mnogo bolj uspešna v svetovnem merilu. To mora biti naš skupni cilj. Mi moramo vsi verjeti, da je Evropa tista, kjer smo mi doma in ki mora biti uspešna. In nekdo je že omenil prej, da je zelo malo tega mednarodnega sodelovanja. Tudi jaz imam ta občutek, tudi to sem hotela izpostaviti, da je pri pripravi tega načrta nič nismo slišali, a smo se kaj pogovarjali z našimi sosedi, z Avstrijci, ne vem, severnimi državami pri pripravi projektov. Ja, hvala vam vsem za te uvodne misli o načrtu. Mislim pa, da je naša dosedanja razprava lepo izhodišče, da v razpravo vključimo našega današnjega ključnega poslušalca, magister Vlado Šarenac, direktor za področje tehnološkega svetovanja za jugovzhodno Evropo v PricewaterhouseCoopers Slovenija, se nam je pridružil. Pa če vas smem v bistvu, Vlado, vprašati, kako pa vi kot svetovalec, ki zagotovo za vaše stranke, poslovne partnerje dnevno išče neke poslovne priložnosti, investicijske priložnosti, ocenjuje investicijske priložnosti, kako vi vidite nacionalni, se pravi načrt za okrevanje in odpornost, in če se vam zdi, glede na to, kako te projekti potekajo, da s čim že zaostajamo?
Ja, vsekakor. Ja, hvala za vprašanje. Mogoče bi za začetek sam poudarila, no, da res v okviru načrta za okrevanje govorimo o 1,8 nepovratnih sredstev. Recimo Italijani imajo 200 milijard na razpolago, zaradi tega tudi učinki niso čisto primerljivi. Res smo se mi na začetku odločili kandidirati samo za 700 milijonov posojil. To zagovarjam zaradi tega, ker Evropska komisija se v tem trenutku še ni zadolžila, zaradi tega, ker še 10 držav članic sploh ni ratificiralo sklepa o lastnih virih in dokler to ni narejeno, niti ena država ne more črpati niti evra sredstva, to tudi kaže na birokratski pristop pri tem mehanizmu. Ampak vseh posojil pa je na voljo 3,2 milijarde in tisti, ki bodo prišli za nami, bodo to lahko koristili. Ker v tem trenutku mi ne vemo, kakšni so pogoji zadolževanja in tudi doma v hiši se ne greš zadolževati, če ne veš, pod kakšnimi pogoji se zadolžuješ. In tu mislim, da smo naredili prav. SVRK je bil v tem primeru koordinator, se pravi, mi smo bili zadolženi, ker se je res mudilo za pripravo dokumenta. Izvedba sama bo tu na resorjih, tako da mi takrat, ko bo dokument potrjen, ga predajamo v izvedbo ministrstvom. Vsi imajo določene jasne menike in cilje, se pravi po kvartalih, od naslednjega kvartala dalje pa do leta 2026. In jasno bo tako Ministrstvo za finance, ki bo skrbnik dokumenta, kot resorji bojo morali te menike spremljati, potem pošiljati zahtevke za izplačila na Evropsko komisijo in tudi komisija bo te menike spremljala, imamo jih več kot 200 v dokumentih in na ta način se bodo potem zadeve izvajale. Zdaj, glede na to, kakšne informacije prihajajo z Ministrstva za gospodarstvo, mislim, da podjetja imajo interes. Res je, da bolj po subvencijah, se pravi, ni interesa po povratnih virih, kar tudi mene žalosti, ker dokler bo tako, to je nek star način razmišljanja. Ne? Zaradi tega, ker res na trgih lahko najdemo dosti več možnosti za razvoj, kot pa samo v nepovratnih virih. Ampak letos ministrstvo načrtuje za okrog 600 milijonov razpisov in kolikor vem, je interes podjetij velik. In mislim, da bodo tudi ta sredstva šla, ker vse, kar zdaj objavijo nepovratnih sredstev, takoj se tudi porabi. Je pa res, se strinjam z vami, sprememba miselnosti nam zelo manjka, pa tudi stanje, ki smo ga prevzeli, je bilo nezavidljivo. Ker ti enostavno ni ga junaka v državi, ki bi bil v 9 mesecih sposoben iz tega, kar je bilo, narediti ne vem kako inovativne, prodorne projekte, ampak smo morali gledati predvsem na to, kaj je pripravljeno, da smo sploh dokument zaprli. Z ostalimi državami se seveda pogovarjamo. Ne nazadnje smo zdaj bili 2 dni v Portorožu, kjer smo predsedovali Jadransko-jonski makroregionalni strategiji. Tudi komisija nam priznava, da dobro delamo, tako da jaz mislim, da bi lahko tudi sami sebe mogoče kdaj malo bolj cenili, pa malo bolj sodelovali, ne glede na to, ali smo takšni ali drugačni. Ne? Vseeno je Slovenija uspešna in mislim, da bi lahko bili na to malo bolj ponosni, kot pa smo. Ker se vsi maksimalno trudimo, tako mi, kot jaz verjamem, da tudi vsi na terenu. Ok, sej mogoče, če kar nadaljujem tukaj na tem mestu, v bistvu z malo bolj konkretnim delom, malo ste že nakazali, določeni projekti so pripravljeni, bila so določena izhodišča, na katerih pač ste jasno mogli delati in v 9 mesecih se lahko naredi, kot se naredi. Ampak zelo veliko reform se napoveduje v celotnem načrtu tja do 2025-2027. Kar je bilo meni zanimivo, je, da v bistvu praktično nobena ni predvidena v letošnjem letu. Večina se jih začne v 2022, zelo velikih je pa predstavljenih na 2024-2025. Pa me zanima v bistvu, zakaj je takšna neambiciozna časovnica oziroma kje smo z reformami. Ne? Pa verjamem, da ni vse na SVRK-u, da bojo ministrstva tukaj uskočila, ampak kakšno je vaše stališče oziroma kaj SVRK dela, da bi pospešil zadevo? Ne? Tu smo mogli biti pazljivi, zaradi tega, ker če bi mi obljubili pokojninsko reformo v letu 2022, pa vsi vemo, da ne, bo to pomeni, da ne bi bilo denarja. Zaradi tega smo se mogli, ker reforma to pomeni, da je zakon sprejet v parlamentu. In zdaj glede na to, kako je trenutno stanje, vam je verjetno vsem jasno, da je letos in naslednje leto nerealno
Zaradi tega smo morali tudi na te zadeve gledati. Ostale reforme, ki pa so bolj strokovne, bom rekla, recimo, ne vem, obnovljivi viri energije, veste, da je zdaj v proceduri zakon, da imamo prenizek delež in da ga moramo dvigniti, pol alternativna goriva v prometu, krožno gospodarstvo, te zadeve smo premaknili naprej, potem digitalizacija, tu veste, da je ustanovljen strateški svet za digitalizacijo, jaz mislim, da so tam nameni vlade resni, tudi za to področje smo v okviru načrta namenili 500 milijonov, s tem moramo doseči nek premik. In jaz res računam na te strokovnjake v tem svetu, ki prihajajo iz tujine, iz gospodarstva, iz področja znanosti, da bodo res pomagali pri pripravi ustreznih podlag, projektov, da bodo potem ta sredstva tudi pravilno porabljena. En del jih je namenjen za gospodarstvo, tam se bodo lahko podjetja prijavljala preko razpisov Ministrstva za gospodarstvo, velik del sredstva pa je potem tudi namenjen po različnih ministrstvih v javni upravi in tu je pa res ključno, da bodo tudi stvari pravilno zastavljene. Tudi v preteklosti smo imeli sisteme, kot je recimo e-zdravje, pa sami veste kot državljani, koliko vam to koristi. Tako da bistvo ni toliko v tem, kako so zdaj pripravljene vsebine, ker so zastavljene prav, ampak potem to, kako se bo izvajalo. Dolgotrajna oskrba, zakon, mislim, da se pripravlja več kot 10 let, tu je sprejem predviden v letu 2022, tu nas je Evropska komisija tudi zelo stiskala in od tega ni odstopila. Pokojninska reforma in zdravstvena reforma pa drži, pa so časovnice predvidene v letu 2024. Ampak glavnino stvari, ko gremo pogledati vse mejnike skupaj, smo dali tam do leta 2024, manj pa potem v letu 2025-2026, ker sicer bi bilo tveganje preveliko, tudi kar se tiče črpanja sredstev. No, ampak ne vem, če smem tebe vprašati, kaj mi je bilo zanimivo, recimo ena izmed reform je predvidena leta 2025 in sicer vzpostavitev enotne vstopne točke. Ne? Jaz, ko sem to videl, sem se vprašal, zakaj ni bilo to že včeraj. Tako za fizične osebe kot za poslovne subjekte. Ne? Omenila si na začetku že debirokratizacijo. Kaj je tisto, katere so tiste reforme ali pa spremembe, ki jih bomo mogli kot družba izvesti in so neposredno povezane z tem, da bomo sploh sposobni realizirati načrt za okrevanje. Ne? Hvala, Ljuša. Torej, meni osebno se zdi ena najpomembnejših reforma javne uprave. Ne zgolj debirokratizacija. Zdaj zelo veliko govorimo o debirokratizaciji, v postopku je tudi zakon o debirokratizaciji, ki posega v nekih 20 zakonov. V postopku so nekatere spremembe okoljske zakonodaje, ampak to so vse samo parcialne rešitve. Mi potrebujemo celovito rešitev za slovensko javno oziroma predvsem državno upravo. Mislim, da je to zelo dobro pokazal tudi akcijski načrt, ki ga je izdelala Ekonomska fakulteta v sodelovanju z Združenjem Menedžer in Ministrstvom za gospodarstvo. Ta akcijski načrt bi moral biti za vse nas neke vrste biblija, podlaga, kaj moramo v državi narediti, da bomo bolj učinkoviti, bolj privlačni za domače in tuje investitorje in seveda bolj prijazni do naših državljanov, da bo birokracija v službi državljanov, ne pa obratno, ne? Da smo mi državljani v službi birokratov. In kaj si predstavljam pod to celovito reformo javne uprave? Zanesljivo absolutno zmanjšanje predpisov. Akcijski načrt, ki ga je izdelala Ekonomska fakulteta, govori o tem, da bi morali v naslednjih 4 letih zmanjšati število predpisov. 23 tisoč jih imamo v Sloveniji, vsaj za 30%, in mislim, da to sploh ne bi smelo biti težko, glede na našo prenormiranost. Seveda utres naših predpisov, vsega balasta, ki podaljšujejo postopke in seveda dražijo življenje ne samo državljanom, ampak tudi podjetjem. Recimo, podatek, ki ga je zapisala pred dnevi v enem od kolumen Petra Juvančič, pravi, da v Sloveniji investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja potroši 2,7% celotne vrednosti investicije. V Avstriji in v Nemčiji je to 1,1%. Mislim, to so blazno velike razlike. Skratka, najprej korenito
čiščenje predpisov in odprava seveda vsega nepotrebnega. Zelo pomembno se mi zdi, da bi v javni upravi, predvsem pa v državni upravi, delali res najbolj sposobni, motivirani, profesionalni javni uslužbenci. Zmanjšajmo število zaposlenih v javnem sektorju, ampak jih tiste, ki so tam, nagradimo, da bojo res motivirani in bojo res delali učinkovito v našo korist. In seveda, zelo pomembno se mi zdi, da bi na mesta direktorjev v državni upravi recimo in pa tudi seveda v celotnem javnem sektorju postavljali ljudi, ki so profesionalci, ki bi sami znali urediti procese znotraj svojega organa. Jaz sem prepričana, da bo zdaj, ko bo prevzel vodenje finančne uprave Ivan Simič, bistveno popravil in izboljšal poslovanje. Prepričana sem. In recimo tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje je prišla nova direktorica in ima cel kup idej, kako bo izboljšala poslovanje, pa zato niso potrebne spremembe v predpisih, ampak je vse v naših glavah. Seveda, absolutno je treba spremeniti odnos do odločanja. Ljudje v državni upravi si ne upajo odločati. Zakaj si ne upajo odločati? Zato, ker njihovi šefi ne nudijo hrbta, ne stojijo za njimi. Kar pa verjetno izhaja na eni strani zato, ker so premalo usposobljeni, ker imajo premalo znanja. Tudi uradniki imajo premalo znanja. Poskrbimo, da bodo redno izobraževani. Verjetno Polona so to tudi eni od rezultatov, ki izhajajo iz te vašega akcijskega načrta. Potrebujemo pa še nekaj. Boljše komuniciranje. Mi smo v zadnjem času se ukvarjamo z banalnimi rečmi in v družbi, v javnem diskurzu v bistvu ni pomembnih vsebinskih tem. Ampak gre samo za obmetavanje ene in druge strani. Dajmo skupaj poskrbeti, da bo Slovenija krenila v pravo smer. In skratka, reforma javne uprave, po moji oceni, najpomembnejša. In morda se mi zdijo sploh zahteve Evropske unije po izvedbi reform pomembnejše od denarja, ki ga bo Slovenija dobila. Mi z vsemi temi reformami, jaz mislim, da govorimo o pokojninski reformi, ne vem, 15-20 let, nujno rabimo drugi steber, je tako? In nič ne naredimo na tem. Zato mi je žal, da je možno za reformo pokojninsko šele leta 2024, ampak to je naša realnost, ker ne komuniciramo, ker ni dialoga, ker ne sodelujemo. Dajmo sodelovati. No in točno to... Na to, kar je ne vem, kaj rekla. Mislim, kar je svojevrstni absurd je, da Evropska unija prihaja s tem Recovery and Resilience fondom, v katerega del je digitalizacija in debirokratizacija, pri čemer je Evropska unija v stanju predpisati, kako mora biti ukrivljena banana. Na drugi strani imamo pa v Evropi Estonijo, ki je svetovni lider digitalne države. In meni je nepredstavljivo, kako je nemogoče, da se vzame case Estonije in se ga pač zahteva, da se ga implementira skozi celotno Evropsko unijo. In tu je stvar, mislim, to so tako osnovne in enostavne stvari, ki se jih ne dela, na drugi strani se pa ustvarja ogromno megle in diskusije, popolnoma nepotrebne, pri čemer rešitve obstajajo. In drug komentar na temo zmanjšanja oziroma boljšega plačevanja državne uprave, tudi tukaj ni potrebno izumljati tople vode. Tu se cel svet ve, da je Singapur država, ki ima to daleč najboljše urejeno, torej enako kot Estonija, implementiraš singapurski model in v Singapurju je največja čast in je najtežje postati visok državni uradnik, ker so državni uradniki najboljše plačani ljudje v državi, ampak temu primerna je kvaliteta teh ljudi, ki sedijo na teh pozicijah in vidimo, kakšni so rezultati države. Tako da tukaj, se pravim, je brezvezno zgubljati veliko besed, ker je popolnoma jasno, kaj treba narediti. Samo tukaj se zgubljajo besede, zato da se nič ne naredi. In to je težava te zgodbe. Če lahko dodam samo to, saj ne potrebuje samo Slovenija te reforme. Absolutno se strinjam, da bi, kar se birokracije tiče, reformo potrebovala tudi Evropska unija. In če govorimo zdaj recimo o tem skladu za okrevanje, meni se zdi, da smo zelo počasni. Poglejmo Ameriko, kako hitro so denar dali v gospodarstvo. Ja, pa tudi država, Amerika. In se bojim, da bo Slovenija, oziroma Evropska unija, je pri tem enostavno prepočasna. V bistvu oba sta nekako zdaj, če sem prav razumel, govorila o tem, da
največjo spremembo, ki jo potrebujemo, je v bistvu ta premik v glavah, da se da nekaj narediti, da se da nekaj spremeniti, neka lastna odgovornost. Zdaj, Če rečem, če povzamem, odmik od subvencij k kapitalskemu trgu, ne, ker subvencijo zna vsak vzeti. Ne, in to je, mislim, to je tragika, kar je gospa rekla. Ne, mislim, da je jasno, da bo, ne, vsi si želimo subvencije, ne, ampak to je, ne, spravim, mislim, tu se vedno znova vrtimo v istem krogu. Ne. Vsi znamo svoje otroke vzgajati, ne, da je boljše nekoga naučiti loviti ribe, ne mu dati ribe. Ne, tu smo vsi tako pametni. Ne. Potem pa ljudje pristanejo v Bruslu, ne, pa očitno zgubijo, ne, to, kar ne, in začnejo vpletati s subvencijami. Ne. Mislim, otroku ne rešiš ti situacije, da mu daš subvencijo, ne, ampak ga moraš naučiti stvari. Ne. In isto je z gospodarstvom. Ne. In tukaj, se pravim, tukaj meni se zdi zguba časa, ne, trošiti vso to energijo, ker so stvari tako jasne, ne, potem se pa iz tega ustvari neka fama zakomplicirana, ne, ampak očitno ni interesa, da se te stvari naredijo eficientno in hitro. Ne. Ampak jasno je tudi, ne, da bomo mogli v naslednjih letih, če se spomnim, zadnja pokojninska reforma, ki je bila sprejeta, se je govorili, ne vem, do 2020, 2021, 2022, vsaj jaz imam v glavi to. Ne. Zdi se mi pa, da danes premik v glavah, ki smo ga naredili, in tukaj bi vas prosil za komentar, doktorica Domadenik, je pa glih to, ne, da ta digitalno, pametno, debirokratizirano, da nas v bistvu napeljuje na neke zaključke, da vse tiste temeljne reforme, ki načeloma jih potrebujemo, sploh niso potrebne. Ne? Da bo čist dosti, če se digitaliziramo in bo pač svet rešen. Ne? Kako to vidite? Ne? Ker se pravim, nič ne govorimo o tem, razen danes je bilo omenjeno parkrat. Težko tukaj povem, ker je dosti novega to, kar je že Nevenka rekla, ne, pa tudi ostali razpravljalci, da dejansko so reforme nujne. Ne, sploh ta predpisih recimo, zmanjšati število predpisov. Kaj nam pomaga digitalizacija javne uprave ob taki enormni količini predpisov? Se je čisto vseeno, ali jaz neke podatke vnašam na papir, pa to potem nesem na upravno enoto, ali jih pa moram tipkati noter v neko aplikacijo. Zakaj sploh moram to početi? Ne? In tukaj se gre za to, ne, da je treba res pogledati, kaj je tisto, kar v bistvu je nujno potrebno, narediti nek plan s konkretno merljivimi cilji. Se tudi tukaj ne treba izumljati tople vode. Nizozemska je to naredila, ne? Začeli so že takrat 2003-2004 in dejansko s tem nadaljujejo, so nadaljevali in uspeli. No, če bi pa mogoče rekla, lahko malo se na tisto navezala, kar smo se prej pogovarjali, ne? Ali lahko trg danes reši vse naše probleme? Jaz bi tukaj rekla, da ne, ne? Tukaj bolj aktivna vloga države je potrebna. Tesle ne bi bilo brez ameriških subvencij, nepovratnih. Ne? Podobno tudi recimo pametni telefoni, ne? Internet in podobno. Na začetku, ko se neke nove tehnologije prebijajo, pred komercializacijo, je tukaj se mi zdi, da je rizik tako velik, da je neko vlaganje strani države nujno potrebno. Vprašanje je, koliko potem država pobere dobička od tega. Ne? O tem recimo zelo veliko govori Marjana Mazzucato, ki pravi, če si delimo rizik začetnega razvoja, vlaganja v začetne razvojne prelomne tehnologije, je prav, da si na koncu delimo tudi dobiček, ne, s podjetje. Polona, oprosti, da tle zmotim, ampak moram ti tle nekaj dopolniti. Če bi te subvencije dejansko šle v pomembne razvojne projekte, super. Problem je, in zelo zanimivo bi bilo pogledati za 30 let nazaj, ko smo podelili ogromno subvencij, ki so pristale kje? Dali smo jih podjetjem, ki so bili na robu preživetja in niso imeli možnosti dolgoročne, da sploh preživijo. Skratka, to je problem subvencije. Se strinjam, to sem ravno hotela še povedati, da mi preveč drobimo ta sredstva. Ne? Kot recimo prej je gospa Kirby-Širojs rekla 500 milijonov za digitalizacijo. Ampak to bo spet razdrobljeno, ne? S tem, da bo večina spet dobila javna uprava, kar pomeni, digitalizirali bomo itak to obsežno prenormiranost. Pametna tovarna, ne? Razvoj nekih demonstracijskih recimo pametnih tovarn, ki je nujno potrebno. Videla sem neko okvirno cifro, zato bi rabili 1 milijardo sredstev. Samo za to. A ne? Če pustimo vse drugo ob strani. Tako da to so, mislim, da tisti ključni izzivi. Kako v bistvu res identificirati par prebojnih projektov, v katere ne vloži Slovenija, ne pa da se tala pač na način, so vsakmo mala, ne, pa potem se noben ne bo pritoževal. Zdaj bi mogoče tole našo razpravo za malenkost prekinili. Eno kratko analizo nam bo predstavila gospa Katja Cimermančič, vodja analiz na Clippingu. Pa kar prosim.
Ja, hvala, Katja. Pa v bistvu to zadnje vprašanje ne bi bilo fajn, da ostane neodgovorjeno. Tako da bi ga jaz kar podaljšal, pa mogoče vidva, gospod Hribar, gospod Šrol, sta najbolj neposredno iz gospodarstva. Mogoče komentar v tem smislu, zakaj niste bolj komunicirali oziroma bolj aktivno komunicirali, kaj si želite, oziroma če po vašem mnenju ste, pa pač ste in zakaj to ni prišlo v te javne razprave in kasneje mogoče tudi v načrt za okrevanje. Mislim, jaz moram reči, da ko sem videl to, sem pravzaprav si to interpretiram pozitivno, te raziskave, ki so jih zdaj pokazali, ker pač očitno gospodarstveniki so sfokusirani na svoj posel, subvencije in te stvari jih ne zanimajo in imajo jasno idejo in se s tem pač ne ukvarjajo veliko. Ne. Tako da jaz mislim, da to sploh ni naslavega. Bolj se mi zdi zaskrbljujoče, da je najmanj v tem pač poročala javna televizija. Ne. To pa je zaskrbljujoče. Ampak pustimo to. Ne. Zdaj, kar se tiče nas, gledajte, jaz mislim, da kar je ključno, kar je za mene bolj zanimivo v tej diskusiji, koliko se poroča o tem Recovery and Resilience fondu, ne, in kar je za mene šokantno, ne, je pa to, da se ne poroča o tem, da imamo recimo Slovenija blazno srečo, da imamo v Istri enega izmed največjih tehnoloških podjetij v Evropi, ne, ki je ravno pred nekaj dnevi objavilo drugo rundo financiranja, kjer iščejo 500 milijonov dolarjev, prej so jih že zbrali približno 200, ne. In to podjetje bo verjetno za digitalno transformacijo te regije naredilo več kot vsi te NOO-je in tako naprej. Ne. In jaz samo upam, ne, da je na nivoju slovenske vlade pač razmišljanje. Prvo, kar je ne razumem, da noben medij o tem ne poroča, ker za mene je to informacija bistveno bolj pomembna kot karkoli drugega. Ne. In druga sreča, ki jo imamo, je ta, da imamo tudi zraven Slovenije Rimca, ne, ki je eden izmed vodilnih podjetij v ključni tehnologiji, ki je isto pomemben v zeleni tehnologiji, kot je Infobip v digitalizaciji. Ne. In tretja stvar, zaradi katere sem pa jaz zelo optimističen, kar se tiče prihodnosti Slovenije, pa to, da samo podjetja, ki jih mi spremljamo v Sloveniji, ne, in to je cirka 5-6 podjetij, so podjetja, ki imajo poslovne modele tehnologije, ki lahko postanejo Infobipi, Rimci in večja podjetja, ne, in to v roku 3 do 5 let z pravim financiranjem. In zdaj samo vprašanje, ne, ali so te lastniki teh podjetij tako ambiciozni, da pač bojo ta podjetja pripeljali do tega ali ne. Je pa dejstvo, da če gledate transformacija, COVID, disrupcija, so vse dejavniki, ki jaz mislim absolutno pozitivno vplivajo na potencijale Slovenije. Zakaj? Zaradi tega, ker peljejo do tega, da se dogaja offshoring iz Kitajske in Azije nazaj v Evropo na eni strani, na drugi strani vsa ta dogajanja favorizirajo majhne in gibljive države, kar Slovenija je. In na tretji stvari, se pravim, je tudi se začelo dogajati, da so podjetja od tega, ko uspejo definirati svoj poslovni model in najti nišo, pa do tega, da maksimizirajo vrednost in velikost, ta časovni okvir se je skrajšal. Če pogledate, kar je spet naslednja stvar, o kateri se v Sloveniji minimalno piše, pa je blazno pomembna. Pred parimi tedni je bil IPO podjetje UiPath, ki je romunsko podjetje za razvoj robotske tehnologije. To romunsko podjetje je dobilo prvo financiranje finančno, torej prvo rundo A leta 2015, IPO pred 2 tedni je bil na nivoju 35 milijard valuacije. Mi smo investirali v podjetje Impost na Poljskem, ki je bilo break-even leta 2015, ko smo mi investirali, smo naredili IPO 27. januarja letos na valuaciji 9 milijard evrov. Potem imate podjetje Allegro iz Poljske, ista zgodba. Skratka, tukaj se dogaja situacija, kjer če imaš ti pravo tehnologijo in pozicijo na trgu, se da znotraj 5 let narediti podjetja, ki so več vredna kot celotna tržna kapitalizacija vseh slovenskih podjetij. In zaradi tega sem jaz absolutno optimističen, ker mislim, da imamo v tem trenutku vsaj mi neugledanih 5-6 podjetij v Sloveniji, ki imajo te potencijale. In zdaj samo vprašanje, kako bo uspeli izkoristiti, in zaradi tega pravim, da sta Infobip in Rimac to pomembna, ker sta vzora za ta podjetja slovenska, da vidijo, kaj se da narediti znotraj relativno kratkega časa. Mogoče, gospod Hribar, samo še dodatek k temu, kar je bilo osnovno vprašanje, se pravi, kako ste komunicirali, bi samo še dodatno vprašal, če lahko še komentirate. Kaj bi pa želeli komunicirati v tem smislu, da bi vam olajšali pot do vlaganj ali v slovenska podjetja oziroma
ali je potrebna sploh kakšna sprememba v tem smislu? Mogoče najprej, zakaj nismo komunicirali široko in glasno. Ne? Enostavno zato, ker nismo v poslu črpanja evropskih sredstev, to ni naš posel. Ne? Niti nismo v poslu, bom rekel, zelene, čiste energije, niti nismo digitalno podjetje. Ne? Torej, tukaj nas to ne naslavlja. Torej, nas naslavlja kvečjemu posredno prek financiranja, ki pa je že država jasno v svojem tiskovnem obvestilu povedala, da denarja dodatnega tukaj ne potrebujemo, niti ne bomo črpali vsega, ne, ker se zadolžujemo po nični oziroma negativni obrestni meri. Ne. Torej, še enkrat, denar generalno in seveda tudi v teh vročih sektorjih ni noben problem. Ne. Ravno obratno, ne, če imate kaj zanimivega, kot je gospod pred mano lepo povedal, ne, je to nenadoma oziroma v zadnjih časih ekstremno veliko vredno. Ne pustimo strani, a je to balon ali ni, a je to preveč, a je to ravno prav, ampak tako je stanje na kapitalskih trgih. Torej, tukaj mi nismo bili še tisti, ki smo se, bom rekel, šli, ko ne rečem enostavno povedano, gužvat, ne, za te male naložbe, vse te, ne, in plačevati ali pa preplačevati, konkretno po našem mnenju, za te tehnologije prihodnosti. Zato tukaj tudi nismo glasni. So pa številni drugi ekstremno glasni na tem področju, torej tukaj tega ne manjka. Mogoče konkretno za ta evropski projekt, ne, pa enostavno se nismo čutili naslovljenega. Kaj manjka, da bi mi več investirali v te tehnologije oziroma konkretno v katerokoli podjetje, ki ima prihodnost in kreira dodano vrednost in torej nam kreira donos. Se absolutno strinjam s tem, da rabimo narediti premik v glavah in s tem, da je v Sloveniji premalo fokusa na tem, kakšen rezultat bo kakšno podjetje naredilo. Premalo se gre iskreno, odprto, transparentno, širše iskati financiranje oziroma deležnike v projektih. Preveč se dela, bom rekel, vse po mojem čutku, ali pa projekti, zadeve, ki pridejo k nam na mizo, so premajhne, preslabo zastavljene, premalo ambiciozne in premalo dodelane. Torej, moja želja bi bilo raje manj, pa tistih boljših, večjih, bolj kvalitetno pripravljenih projektih in nenadoma boste ugotovili, oziroma bojo finančniki v podjetjih ugotovili, da ne rabijo prav veliko, bom rekel, truda, ne, če imajo nekaj kvalitetnega za zagotovitev financiranja ali pa za prodajo podjetja na koncu. Ne. Ja, to ste v bistvu vi, doktorica Domadenik, v bistvu prej tudi rekli. Ne. Zdaj, v bistvu, kaj bi vprašal, a je mogoče razlog za to, da imamo toliko teh majhnih, neambicioznih, lokalnih projektov v tem, da so te načrti, ki jih imamo, tako zastavljeni? Pa če je razlog, da so tako zastavljeni v tem, da gospodarstvo ni bilo v neki, ker če danes nas poslušam, bi drugače pripravili mi načrt za okrevanje. Ne? Zdaj, seveda, vsak lahko je biti general po bitki, pa lahko je ocenjevati, ko je nekaj že narejeno, ampak mogoče čist komentar, ne, na to. Ja, težko je zdaj reči, kaj točno to je. Ker smo mi dejansko pripravljali akcijski načrt za dvig produktivnosti, smo se zelo neposredno pogovarjali z ljudmi, za katere smo res mislili ali pa vedeli, da so strokovnjaki na svojih področjih, in zato smo za vsakega od tistih ključnih področij identificirali 3 usmeritve ali pa projekte, ki so po našem mnenju prebojni. Pa upam, da ni Biblija, tako kot je rekla Nevenka, ampak da se bo o tem diskutirali, novelirali, updateali in tako naprej. Ne? Ker se mi zdi, da ideje dobre so, samo je pa treba iti do ljudi in se pogovoriti, ne biti mogoče bolj proaktiven, ne sam čakati, ne? Da se bo nekdo oglasil, pa potem prek klipinga prebrati o idejah, ampak dejansko iti do ljudi pa jih vprašati. Ne? Recimo projekt Medicinske doline na Brdu, ne vem, če poznate, pripravljen, samo v bistvu v fazi, ne, da se poišče vire financiranja, ker bi lahko nastala neke vrste Silicijeva dolina na slovenski način. Potem Center za protonsko terapijo, tistega, kar je že Nevenka obljublja. Jaz mislim, da je par teh projektov je. Ne? Zdaj, zakaj pa niso prišli do teh pripravljalcev nacionalnega načrta za okrevanje? Vse sredstva so in če so dobri projekti, se da najti financiranje na trgu. Ne? In tukaj tudi jaz mislim, da bo šla država, če bo treba, tudi po posojila. Ne? In neka kombinacija verjetno bo na koncu potrebna. Torej, pomoči države, torej, oziroma tega državnega financiranja in potem zasebnega, seveda.
Ja, v bistvu, če tukaj nadaljujem z vami, magistra Kirby-Šrojs, glede na to, kaj je bilo zdaj rečeno, torej, da očitno projekti so, ideje so v gospodarstvu, a je možno danes tukaj dobiti kakšno zavezo od Cvrka, da bo kot neka platforma za komunikacijo med gospodarstvom pa ministrstvi, kot nek koordinacijski organ skrbel, ne? Jasno, vsako ministrstvo mora z svojega vsebinskega vidika poskrbeti za projekte, ampak a je lahko tukaj priložnost za Cvrk, da nadgradi svojo vlogo oziroma kako vi prihodnje vidite vlogo deležnikov pri realizaciji NOO? Za sam načrt za okrevanje in odpornost bo koordinacijski organ Ministrstva za finance. Mi bomo ohranili pač koordinacijo med vsemi evropskimi programi, tako da bomo imeli neko krovno vlogo, kar se tiče vseh programov, tudi kohezije. Jaz upam oziroma mislim, da je Ministrstvo za gospodarstvo tudi poidentificiralo potrebe na terenu. Do nas, recimo, ko smo začeli pripravljati načrt, je prišlo za 20 milijard projektnih predlogov. Za 20 milijard. In enostavno mi nismo si mogli privoščiti, da bi zdaj neke projekte zbirali pa jih uvrščali v dokument, ki je vreden 1,8 milijarde. In zaradi tega je pol bila odločitev, da bo šlo večino na razpise. In jaz upam še enkrat, ker to je pač strateški dokument, vsebine so omogočene, nobenega nismo izključili, da bodo pač tisti pravi projekti potem na razpisih dejansko tudi izbrani. To pa bo treba paziti, že pri samem oblikovanju razpisnih pogojev in pa vsega ostalega. Čim manj birokracije v teh postopkih. Glejte, birokracija, ne? Sami ste prej rekli, dogovor je bil sklenjen, kar se tiče načrtov za okrevanje julija, se pravi skoraj 1 leto od tega. Danes niti ena država, nismo nobena izjema, ni dobila niti enega evra iz načrta za okrevanje in odpornost in to je posledica evropske birokracije. In mi smo izključno pri pripravi upoštevali vsa navodila, ki so predpisana z uredbami, ki so prišla iz Bruslja in tu odmikov ni. In tu smo vsi na istem, to bi res rada poudarila, da ne odstopamo. In tudi kar se tiče potem oblikovanja razpisov, kriterijev, poročanja in vsega ostalega, imamo navodila, ne? In smo eni izmed 27. Ja, sej v bistvu nekako v tej luči danes se mi zdi, da smo bili čez razpravo malo pozitivni, pa smo pa malo zajadrali kakšno temačnejšo stran prihodnosti, ampak da zaključimo v nekem pozitivnem duhu, bi vsakega od vas prosil za zelo kratek komentar glede na današnjo razpravo, pa nasploh glede na idejo načrta za okrevanje, kaj zbuja tisto pozitivno upanje, da bo Slovenija leta 2030 moderna, digitalna, pametnejša in bolj zelena. Pa če lahko kar z vami, doktor Domadenik. Kaj zbuja upanje? Verjetno današnja razprava. Potrebno se je pogovarjati, res pa to zdaj že zveni klišejsko, potrebno se je pogovarjati in se tudi slišati. Ne? V bistvu nihče ni najpametnejši v tej sobi. Ne? Pogovarjati se tudi z našimi kolegi v tujini, torej ali na ravni gospodarstva, znanosti, pripravljalcev, nosilcev ekonomskih politik. In če se bomo pogovarjali, mislim, da bomo lahko na koncu tudi najdeli neko rešitev za nas, za Slovenijo. Aha, ja, se opravičujem. Jaz sem že na začetku povedala, da sem optimist in vam bom zdaj nekaj prebrala, pa me zanima, koliko od vas ta tekst pozna. Evropske sanje, uresničimo jih. Next Generation EU je več kot načrt okrevanja. Je edinstvena priložnost, da iz pandemije izstopimo močnejši, preoblikujemo naša gospodarstva, ustvarimo priložnosti in nova delovna mesta za Evropo, seveda s tem tudi Slovenijo, v kakršni želimo živeti. Na voljo imamo vse pogoje za to. Imamo vizijo, imamo načrt in dogovorili smo se, da bomo za to skupaj vložili 750 milijard. Skrajni čas je, da zavihamo rokave in naredimo Evropo bolj zeleno, bolj digitalno in odpornejšo. In v to verjamem.
Sicer je pa to glas Evropske unije, tako da ni moj tekst. Ja, magistra Kirbiš. Jaz bom rekla, jaz sem optimist, pa hkrati realist. Pač na mizi imamo dokumente, ki smo se jih potrudili pač pripraviti po najboljših močeh. Upam pa in sem optimistična, da zdaj, ko bo prišla zadeva v izvedbo, da bo pa tudi na pravilen način izvedena in da bo pač država in pa da bomo vsi imeli od tega čim večje koristi. Vas pa držim za besedo. Zdaj, če vprašanje, kaj vzbuja upanje za prihodnost Slovenije, imam tu samo ena beseda, ki meni pade na pamet, to so slovenski podjetniki. In to je to. Okay. Super. Ja, jaz bi rekel, da to, kar smo danes tukaj pogovarjali, večja ambicioznost, da gremo čez prepreke, ki se zdijo take, da čez njih ne moramo iti, in da ali to birokratizacija, digitalizacija, zelena energija, da majčkeno bolj ambiciozni ratamo kot Slovenci pri postavljanju in doseganju ciljev, torej tudi pri izvedbi, ne samo pri recimo pisanju dokumentov, ker smo kar dobri. Vsa pohvala tudi pri branju teh 500 strani se vidi, da je bilo veliko truda vloženega in da je to kvalitetno pripravljeno. Ne. Še izvedba, kar pa tudi verjamem, da bo glede na vse, kar smo se danes pogovarjali. Jaz bi se vsem vam danes najlepše zahvalil. Zdaj za zaključek bomo pogledali še anketo. Naši poslušalci, udeleženci preko online so imeli pred sabo tudi vprašanje, kaj je tisto, kar zbuja upanje, da bomo postali moderni, digitalni, pametnejši in bolj zeleni. In očitno zmagal je dialog, ki smo ga danes tukaj imeli, pa povezovanje. Tako da v luči oziroma v tem pozitivnem duhu se jaz še enkrat v imenu MČM vsem sodelujem za pripravljenost, da ste sodelovali na tem panelu in pa predajam besedo Ajši za zaključni. Aljoša, najlepša hvala. Hvala.